Vlada nam je seveda na podlagi naših zahtev, da naj se v končni fazi omeji delo na črno, ponudila malo delo. Ne? Malo delo pravzaprav pomeni za zaposlene v gostinstvu in turizmu, tako vse mi ocenjujemo, katastrofo. Katastrofo zato, ker bo približno 12.000 delavcev, ki so sedaj zaposleni v obratih SP-jev, DOO-jev v slovenskem prostoru, začelo delati ne več preko študentskih napotnic, ne, ampak preko napotnic malega dela. To pomeni, da bodo delodajalci od zdaj naprej zaposlovali preko napotnic malega dela. Legalno jim je omogočeno zaposlovanje praktično na črno, zaradi tega, ker smo seveda trdno prepričani, da se kontrola napotnic malega dela na noben način ne more izvršiti bolje, kot se je pač vršila kontrola napotnic, študentskih napotnic, se pravi dela preko študentskih napotnic. Malo delo pomeni, da bojo zaposleni v gostinstvu in turizmu zgubili še tisto malo socialno-materialne varnosti, ki jo imajo do sedaj. Povprečna plača zaposlenih v gostinstvu je 720 evrov, za seveda veliko več kot 180 ur dela, se pravi za veliko več kot je poln delovni čas, in ta plača se bo zdaj seveda z malim delom še zmanjšala. To pomeni, da bojo ljudje zaposleni za 200 evrov oziroma 6000 evrov, kot veste, maksimalno bruto na leto, in da bojo delali enako, kot delajo ljudje zaposleni po pogodbah o zaposlitvi. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo v okviru cene dela, ki jo bo plačal delodajalec, pravzaprav ocenjena tudi delo v neugodnem delovnem času. Tele, kot veste, ni dodatkov, ljudje bojo delali po noči, po dnevi, izmensko. Delali bojo takrat, ko ga bo delodajalec rabil, takega delavca, in njegov delovni čas bo za 200 evrov razpotegnen čez cel dan. Vi veste, v gostinstvu se pač odvijajo konice. Imamo zajtrke, imamo kosila in večerje, in za vsak proces tega dela lahko pač zaposliš nekoga 2 uri zjutraj, 1 uro za kosilo in 2 uri po noči, ali pa zvečer, morda še po noči, ko bo treba pospraviti, in potem bo tak delavec na razpolago za tako ceno, o kateri se pogovarjamo cel dan. Trdno smo prepričani, da malo delo ne bo rešilo slovenskega turizma, še več, da bo malo delo potisnilo slovenski turizem pravzaprav v še večjo stagnacijo. Zaradi tega, ker ljudje, ki jih bojo sneli iz Zavoda za zaposlovanje, da bojo opravljali malo delo, plus ljudje, seveda, ki bojo prisiljeni opravljati malo delo, so seveda ljudje, ki niso kvalificiran kader za gostinstvo in turizem. To so ljudje, ki v gostinstvu in turizmu ne bodo delali s srcem. Je pa vseeno stik z ljudmi zelo pomemben. Veste, vse ti učinki malega dela bojo seveda veliki. Dobički bojo verjetno rasli, ampak zaposleni od tega ne bojo imeli nič. Samo en citat bom povedal, pa mislim, da bomo potem se vsi strinjali, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo. Zdaj, ko bodo uveljavili zakon malo delo, bom lahko imela zaposlene samo preko tega, saj inšpektorji ne vedo, koliko oni delajo, pa ne rabim plačati regresa, dopusta, pa ne bo bolniških malic pa prevoznih stroškov. To so besede vodje enega izmed gostinskih podjetij v Mariboru, izrečene ta mesec. In ni edina. Mi dobivamo vsak dan več podatkov tudi o izseljevanjih delodajalcev, kaj bodo naredili z delavci, ko bo malo delo sprejeto. Vsak dan. In to je samo eden izmed teh citatov, ki govorijo o realnosti, o bodoči realnosti zakona o malem delu. Če pa govorimo že o realnosti, koliko inšpektorjev v Sloveniji, med 2005 in 2009 je število inšpektorjev postalo isto. V istem času je število kršitev delovne zakonodaje podvojilo. Inšpektorjev je pa 86. 2005 bilo in 2009 bilo. In zdaj lahko mi pričakujemo, in zdaj potem pričakuje predlagatelj, da bomo pa zdaj reševali ta zakon z pospešenim nadzorom. Ja, nad kom? Mislim, delodajalci še zdaj pripravljajo na ta zakon. So že zdaj pripravljeni na to, da pač se izognejo. So že zdaj pripravljeni na to, da uporabijo določila zakona na njim zelo dober način. In samo, če zaključim z enim podatkom, recimo ravno, ko smo pri gostinstvu, največ kršitev po poročilu inšpektorata za 2009
pri delovnih razmerjih je bilo v gradbeništvu 1471, trgovini 974 in gostinstvu 847. In ravno dejavnosti trgovine in gostinstva, dejavnosti, v katerih je daleč največ kršitev delovne zakonodaje, bosta dejavnosti, ki bosta ene izmed najbolj izpostavljenih negativnim učinkom zakona o malem delu. In ravno tam se bodo dogajale največje anomalije. Če primerjave z Nemčijo, od 1999. do 2003. leta je zakon o malem delu v Nemčiji imel urne omejitve, imel je omejitve glede plačila ur, skratka je bila zelo močna regulacija. 1. april 2003. leta, zanimivo, recimo včerajšnja oddaja Radio-televizije Slovenije, se je opis malega dela v Nemčiji, poročanje, začelo z datumom 1. april 2003, ne z 99. letom. Če se vrnem nazaj na vaš odgovor, oziroma odgovor na vas, od takrat dalje se pa odprl ta trg dela in se samo še odpira. Od takrat dalje izginjajo redne delovne razmerje. In to je tista stvar, ki mi vedno znova podamo. Zdajšnja oblika malega dela, kot jo pozna Nemčija, se ne more primerjati z zdajšnjim predlogom zakona o malem delu Slovenije. Se pa lahko zdajšnja oblika zakona o malem delu, kot jo predlaga Slovenija, primerja z izhodišči nemškega. Torej, kakšna je potem enačba, kaj lahko pričakujemo čez 5 let? Ampak oni že na začetku niso pogojevali tudi statusov, ne? Kvote so res smeli, ko so jih pol spremenili, ampak status pa nikoli ni bil pogoj. Takrat je bil status, takrat je bil v bistvu pogojeno to z tako močnimi regulativami, da so mislili, da se to pač ne bo zgodilo, kaj se je zgodilo. Učinek je bil pa zelo jasen, 1,6 milijona delovnih mest je izginilo. Ob takih regulativah. To podarjam vedno znova. Ampak ministrstvo vedno znova podarja ali študentsko delo, ker pač nima argumentov glede delovnih razmerij, zakaj sem razložil, ali pa podarja pač ne moramo primerjati nemškega dela, malega dela z slovenskim. Glede, kdo bo to kontroliral? Kdo bo kontroliral te napotnice? Jaz pa povem, da imamo primer naše sindikalne zaprose iz Velenja. Ona je že zdaj, pustimo zdaj zakon o malem delu, recimo za sekundo obstane, že zdaj je rekla, velika večina gostincev v velenskem koncu, kaj delajo. 4 ure je formalno, 4 ure dajo na roko. Se pa sem prej govorila o tem. To je to dejstvo, ki se bo prevalilo na zakon o malem delu. Kdo bo pa gledal, kdo bo pa preveril? Ne mogoče. To je ta stvar. Mislim zdaj, če vam rečem recimo ironijo, zadnjič je bilo v Drago rado okroglo mizo o zakonu o malem delu, bil tudi naš sindikalni predstavnik tam. In isto rekel glede pač nadzora. Glede, na celem Koroškem je ena inšpektorica za delo. In zdaj bo ona gledala vse te delodajalce. Zato je nerealno. In vmes, ko bo pač se, ne vem, čez 15 let nekdo zbudil na ministrstvo in bo rekel, ok, zdaj pa imamo 20 inšpektorjev več, vmes bo nastalo 1000, 2000, 5000 novih delodajalcev, ki bodo uporabili, zlorabili 10 000 novih malih delavcev. In vmes bo nastal vzorec. Potem je pa prepozno. Če bi prebrali sporočilo za javnost 11. marca gospodarske zbornice, v zadnjem odstavku je napisan nezanimiv stavek. V zadnjem odstavku piše naslednje, da gospodarska zbornica Slovenije se zaveda, da to delo ne bo prinašalo novih zaposlitev. Ampak samo povečano. Ampak samo novo obliko dela. In to je to. Tisti, ki podpirajo, tisti, ki podpirajo zakon, delodajalci, ne verjamejo v to, da bo to delo ustvarjalo, ta oblika dela ustvarjala nova delovna mesta. Kako lahko potem verjamemo gospodu profesorju, doktorju, bivšemu sedanjemu ministru Svetliku, da bo to zdaj ustvarjalo nova delovna mesta? Če pa sama gospodarska zbornica v sporočilu za javnost napiše, da to ne bo ustvarjalo novih delovnih mest. Mislim, se s tem povedal vse.